sanje niso nikdar bile, da bi bil komentator, ampak da bi bil igralec. Ampak komentiranje je dejansko moja hobi služba. Nikoli ni bila to glavna služba, tudi nikoli ni bilo mišljeno, da bo to glavna služba. V športu so tudi porazi, so padci, so neuspešne sezone. To zelo čustveno doživljaš, ko je treba delati, ali ti tukaj čustva lahko izklopiš? Težko se je zbuditi, ampak ni pa težko iti delati to, kar grem delati. Nikdar ne boš vsem všeč, to je dejstvo. Pač truditi se biti vsem všeč je tudi čist brez veze. Kjerokoli okolje ti je pač dano in v njemu odraščaš, jaz mislim, da moraš enostavno izkoristiti to, kar ti to okolje daje. Kaj je skupno ljudem, ki so ti najbližje, to, da jim lahko zaupaš. To je človek, ki ima potencial, da se o njemu pogovarjamo kot o Michaelu Jordanu. Lepo pozdravljeni v podcastu Dolenjskega lista, v podcastu, v katerem gostimo izjemne posameznike in posameznice iz naše regije, ki s svojim delom, dosežki, veščinami, tudi zanimivimi življenjskimi zgodbami puščajo poseben pečat v naši družbi. Današnji gost je športni komentator, predstavnik za odnose z javnostmi z več slovenskimi vrhunskimi športniki. Njegov glas je poln zanosa, njegove besede so tehtne, njegov pogled na šport pa veliko širši kot samo rezultat na semaforju. V ospredju je pri njem človek in dobra zgodba. Z nami je Belokranjec, ki mu je košarka zlezla pod kožo že kot mulcu. Tilen Lamut, dobrodošel. Živja. Kako si? V redu. Dobro? Malo zaspan, ampak okej. Predvidevam, da spet To je zaradi večino dni v tem času. No, ravno to sem hotela reči. Si imel spet verjetno nočno delo, ne? Drži. Tale epizoda je epizoda podcasta Dolenjski list številka 7. Okay. To je zelo zanimivo. Ne samo, da je 7 pravlično število, k sedmici, za katero vsi v Sloveniji vemo, s kom je tesno povezana, se bo vrnila v nadaljevanju. Res je, Sani Bečirović je nosil 7. Jaz se strinjam, tudi je. To je še obdobje, ker sem tudi jaz bila zelo pogosto na košarkarskih tekmah, pa ti si bil takrat še mulc in dajva se zdaj vrniti na te tvoje začetke. KK Kopa, Črnomelj, Bela krajina, vem, da ti je še vedno v srcu in vedno bo. Kako se spominjaš teh svojih začetkov? Krasno. Začetki so bili, mislim, moji začetki v košarki, če misliš to, so bili zanimivi. Jaz sem se odločil med nogometom in košarko. Na koncu se odločil za košarko, ker po pravici povedano je bil to dvoranski šport in se mi je zdelo bolj smiselno, zakaj bi bil zunaj na dežju, če sem lahko na suhem. Ampak ko sem pa enkrat prišel na trening, pa nisem več nikoli hotel ven iz dvorane. To je bila neka ljubezen, ki se je pol razvijala naprej. Imel sem to srečo, da v generaciji teh 92 oziroma 91, 92, 93 letnikov nas je bilo res ogromno. V bistvu največ fantov iz naše generacije je hodilo na košarko in smo se res ujeli in v bistvu je bilo to na nek način druženje, ki se je pol razvilo v nek, dajmo temu reči, semi-resen basket. Bili smo tudi uspešni rezultatsko, vsi smo imeli to radi in to je to. Več kot desetletje si igral. Ampak, a ti je danes kdaj žal, da ne igraš več, da nisi več v vrhunskem športu na takšen način? Ne. Kratek odgovor je ne, ni mi žal, zaradi tega, ker sem nekako uspel ostati v stiku s tem športom na drugačen način. Seveda sanje niso nikdar bile, da bi bil komentator, ampak da bi bil igralec. Ampak pač se ni zgodilo na tak način in pol, ko je bil enkrat čas, da zaključim to kariero oziroma to poglavje bolj kot ne, se tudi ni bilo pretežko to odločiti. Čisto pošteno. Kaj ti je košarka dala v smislu življenjskih lekcij, spoznanj, vrednot? Jaz bi tu izpostavil, da mi je košarka dala predvsem eno fantastično družbo, skupino ljudi, s katerimi bom zavedno bil povezan. Moji najboljši prijatelji so moji soigralci. Tu lahko tudi naštejem vse trenerje, ki so nas podpirali, s katerimi se še dan danes krasno razumemo. Pa ne sem soigralci, tudi ljudi, ki jih spoznaš, ko se, 14-15 let ukvarjaš s tem, hodiš po Sloveniji, vedno znova se čuješ ene iste fante, greš na kak kamp, tam se ustvarijo neka poznanstva. In pol ta šport, v bistvu vsi, ki smo tam, imamo to ful radi. In to imaš eno skupno točko z ogromno ljudmi in vedno, ko se srečaš, tudi če je to po 10 letih, ko nisi spregovoril niti ene besede, vmes si kot najboljši prijatelj v bistvu in imaš občutek, da imaš tam v tem drugem človeku nekega zaveznika, kakršnakoli situacija zdaj že to je. Ne?
Omenil si besede. Si bil vedno tako zgovoren, tudi še takrat kot igralec, ali se je to pol razvilo? Bil sem kar skozi zgovoren, dajmo reči. Tudi ko sem bil majhen, eni spomini, ki se jaz sicer ne spomnim toliko, ampak mi starši pripovedujejo, da nisem bil nikdar kratek na besedah. No, tako. Sem bil kar gostobeseden, rad jezik komentiral, pa to glih ne. To pa ne. Mogoče še, če se še za trenutek ustavim v teh letih, ko si sam igral košarko, koga si takrat največ sam spremljal ali pa imel za nekega vzornika, če si ga seveda imel, in s kom bi se mogoče danes lahko najbolj poistovetil od te mlajše generacije igralcev, ker generacijsko je bila to čisto druga zgodba, tudi pravila so bila drugačna, svet, v katerem smo živeli takrat, ko si ti vsak dan treniral, je bil drugačen. Sigurno. Takrat kaj bi rekel, itak NBA je, mislim, Olimpija, brez zamere do novomeškega kluba, ampak pač tak je. Še danes marsikoga preseneti, ko vsi pričakujejo, glede na to, da sem iz Bele krajine, ne, itak kao navijaš za Krko. Sorry, ne. No, mislim, da ne čist. Tudi jaz imam že zdaj informacije, da ni čistko vedno, da se navija za Krko. Ja, mislim, jaz sem odraščal z Olimpijo, takrat je Olimpija igrala Euroligo. Moje sanje so bile iti v Tivoli na Euroligo, ko sem prvič šel to gledati, ne bom nikdar pozabil. In ja, nekako je to ostalo do danes. Zdaj, od igralcev pa največ se je spremljal NBA, takrat so bili bolj to še časi YouTubea, pa počasen internet, ki smo ga priklopili sred noči, da smo gledali sploh z enim kolegom, Andrejom, čeprav ga nikoli tako ne kličem. Sva se dejansko zbujala po noči pa gledala tekme. In to so bili oni časi Kobija Bryanta pri Lakersih, Kevina Garnetta pri Bostonu, Dwayne Wade je bil od nekdaj moj najljubši igralec, LeBron James, ki pa je v bistvu in tista generacija in še danes generacija. Ne, tako da, to je nekako okvir. Je pa ogromno igralcev prišlo, Allen Iverson je bil tam, Jason Kidd še kot igralec. Ogromno jih je bilo, ampak kot zornikov bi najbolj rekel, mislim, zornikov. Te, ki sem jih najrajši gledal, so bili to, ne vem, Kobe, LeBron, Wade, Novicki. Takrat je bil še aktiven tudi on, ja. Kaj pa, če se na slovensko sceno ozreva, recimo, dajva reči, slovenska reprezentanca, danes slovenska reprezentanca, leta in leta nazaj, katere bi izpostavil ti, da so ti tako, bom rekla, res ikone? Jaz sem vedno imel nek tak zelo pozitiven odnos, je najbrž pretirana beseda, ampak vibe. Zelo sem imel rad Boštjana Nahbarja, na primer. Ni nobenega posebnega razloga za to, mislim, on je bil odličen igralec, ampak tako, kako je on se obnašal na igrišču, ko je bil nek vodja in tak naprej, mi je bilo vedno všeč. Tudi Beno Udrih mi je bil vedno kot igralec všeč, s čimer se mogoče kdo ne bi strinjal, glede na to, da je reprezentanco, večkrat ni bil v reprezentanci. Pa itak Goran Dragić je pa klasika, ne. Jaz mislim, da je on konkretno obeležil to poglavje, ker sem že vedel, zakaj se gre. Takrat je on nekako bil zvezda v vzponu, oziroma igralec v vzponu, ratal zvezdnik, prestopil v Miami, kar je bilo meni najljubša stvar. In ja, tako da bi rekel, Gogi je bil definitivno ta pojem. Jaz, ko pomislim na slovensko reprezentanco, košarkarsko, pač najprej pomislim na Gogija. No, zdaj mogoče kdor posluša, ne bomo čist ves čas govorili samo o košarki, jaz bi seveda rada mogoče tebe predstavlja javnosti tudi kot človeka, kot osebo, ki dela stvari resnično s srcem, ampak ker si že omenil toliko enih znanih imen, ne gre izpostaviti oziroma ne gre tukaj pozabiti na to, da delaš pa tudi ti stvari v življenju, ki niso povezane samo s košarko, oziroma sploh nimajo nobene veze s košarko takrat, ko si PR-ovc, torej predstavnik za odnose z javnostmi. In dajva mogoče tole malo povedati, kako si do tega sploh prišel, delal si več let v agenciji, zdaj si samostojni podjetnik, še vedno. Aha, okej. In imaš pod svojim okriljem, kot predstavnik za odnose z javnostmi, velika imena slovenskega športa, Janja, Ilka, Toni, je še kdo na novo, sem koga pozabila, ali je dovolj tega? Te trije so. Ja, zanimiva je zgodba, ne. Večina ljudi, ki me pozna ali pa me ogovori zaradi komentiranja, ne. Ampak komentiranje je dejansko moja hobi služba. Nikoli ni bila to glavna služba, tudi nikoli ni bilo mišljeno, da bo to glavna služba.
Tako da je v bistvu PR-ovstvo oziroma odnosi z javnostmi so področje, v katerem sem se jaz našel, potem ko sem se iskal oziroma nisem vedel, kaj bi točno počel. 10 let sem delal na agenciji ProPR, ki je v bistvu specializirana za odnose z javnostmi, ampak ne nujno v športu, bolj gospodarstvu in podobne teme. Tam sem tudi dobil priložnost za stik s športom, predvsem z Ilko Štuhec, in pa se je ta zgodba razvijala do tega, kjer smo danes. Ne. To je v bistvu glavni vir zaslužka, ali kako bi temu rekel. Glavna kariera, glavna služba, komentiranje prije pa za zraven, ki je v bistvu nek tako so prej rekla, neko ohranjanje stika z športom, ki ga imam najrajši. Sem pa pogruntal, da je pač šport tisto področje, za katerega res bije srce in za katerega, ki ga imam najrajši, in sem se zato tudi odločil pač probati delati samo v športu, tudi kar se odnosov z javnostmi tiče, predstavljanja, zastopanja športnikov, in upam, da se bo tudi to področje v Sloveniji še naprej razvijalo. Daj malo mogoče povej te zadeve. Z Janjo Garnbret si lani sodeloval v času olimpijskih iger, bil si v Parizu. Kako lahko na najkrajši možen način, pa najbolj enostavno opišeš ljudem, ki se ne spoznajo na ta medijski svet, na PR-ovstvo, kako to sodelovanje pravzaprav poteka? Kaj je v bistvu tvoje delo? Ker je glavni vir preživetja, kot si rekel. Odnosi z javnostmi so zelo široko področje. Ne? Večina ljudi, ki sliši za odnose z javnostmi, ima sinonim za to so mediji. Mediji so mogoče 15 ali pa 20% dela PR-ovca. Če je seveda to delo zastavljeno ustrezno. Ne? Zdaj, Američani imajo še bolj razdeljene te funkcije, naprimer v športu, ne? Ima vsak vrhunski športnik ali pa večina njih, imajo PR-ovca, pa imajo pa publicista, pa imajo nekoga za družbena omrežja in tako naprej. Ne? Se pravi, publicist je tisti, ki se pa res samo z mediji ukvarja in skrbi za to, da se pojavlja v medijih dovolj, na kak način in tako naprej. Zdaj, pri nas je to v bistvu ena oseba, ki skrbi za cel spekter. Ne? Tu govorimo od medijev do družbenih omrežij, do upravljanja sponzorstev tudi na nek način oziroma aktivacij sponzorstev. Omenil bi tudi še mogoče čisto nasplošno neka skrb za javno podobo oziroma ugled posameznika. Ne? To je poanta. In v bistvu na to vpliva vse. Na katere dogodke greš, na katere ne greš, na kater intervju se odzoveš, na katerega ne. Predvsem pa to, da imaš razdeljeno, kaj ti hočeš, in pa si lahko tudi proaktiven. Ne? Se pravi, se odzoveš na stvari, ki dejansko doprinesejo temu, kar je tvoj največji interes oziroma cilj. Ker v nasprotnem primeru se pa stvari bolj kot ne delajo samo zato, da se delajo, kar pa je, jaz sovražim tak način, ker tudi ne moreš tega zmeriti, ker ne veš, zakaj počneš nekaj. Ne? Torej, recimo prej si omenil družbena omrežja, a to pa pomeni, da ti kot PR-ovc, Janji, delaš tudi vsebine za družbena omrežja, da si ti tisti, ki skrbiš, enako za Ilko, pišeš tekste torej za medije, kaj je potem recimo, ne vem, spletna stran, a to vse ti skrbiš potem? Mislim, razdeljeno je, ne, ponovadi je tu še menedžer oziroma agent, s katerim pač z roko v roki sodelujemo, smo v rednem kontaktu, to je nek, dajmo temu reči, biznis stran enega športnika uspešnega. In mi v bistvu skrbimo za to, da vse poteka gladko, pa čim bolj enostavno. Glavni namen tega je, da ima športnik prostor in čas, ki ga nameni tistemu, kar je pa njegova realna služba. In to je pač treniranje in igranje, tekmovanje, kakorkoli. Seveda, na koncu rabi športnika tudi za to, da ti, ne vem, reče, ta objava je kul, to hočem, tega nočem, s tem sponzorjem hočem delati, s tem nočem delati, v končni fazi, da pride na snemanje in tako dalje. Ampak do te točke je pa naša naloga, da uskladimo čisto vse podrobnosti, pol zbrifiramo, se pravi, damo vse informacije športniku in on pride na set, na snemanje, na intervju in svoje oddela in to je to. Ne? In to je najbolj učinkovito z časovnega vidika zanj, pa tudi najbolj produktivno. Je pa verjetno zelo pomembno, da se tudi energijsko ti kot PR-ovc dobro ujameš s tem človekom. Ja, absolutno. Ker drugače verjetno vsebin in vseh teh sestankov in dogovorov ne moreš uspešno speljati. Ja, v bistvu ti zastopaš tega človeka. Ne? Zdaj, če si predstavljaš, da se ti z mano ne razumeš, oziroma ne veš točno, kaj so moji interesi, me ne poznaš mojega načina razmišljanja, se tudi zelo težko namesto mene odločiš. Ne? Saj za neke
res gromozanske odločitve absolutno vključiš športnika na neki točki. Mu rečeš, to se dogaja, kako ti na to gledaš, ne? Ker vsega tudi mi ne moramo vedeti. Po drugi strani so pa ene zadeve na neki dnevni ravni, ki se jih pa lahko mi odločimo, ker vemo, kako je stališče športnika, v končni fazi tudi mi se znotraj ekipe pogovarjamo, kaj so naši cilji, kakšni so interesi, koliko je časovno športnik lahko na voljo, in v sklopu tega se pol mi odločamo na dnevni ravni o posameznih zadevah. Ne? Je pa dejstvo, da treba vsakega dobro poznati, dobro razumeti. Pa v bistvu na nek način moja izkušnja je taka, da v bistvu postaneš prijatelj z njimi. Ne? In se mogoče ta meja profesionalnega odnosa zabriše, kar pa je po mojem mnenju dobro, ker s tem, če si z nekom toliko stiku, če vrataš prijatelj, ga spustiš še bliže. Ne? In tu dobiš, res poznaš človeka, kak je in zakaj gre. In ko se to zgodi, jaz mislim, da je delo v smislu agenta, PR-ovca veliko lažje, pa predvsem lahko boljše, kot pa če je to nek uraden odnos, kjer ni neke komunikacije na tedenski oziroma v bistvu na dnevni ravni. Ne? No, zdaj sem se spomnila, na svojem Instagramu včasih tudi deliš določene utrinke in mislim, da si glih pri Janji po končani sezoni naredil tak en mozaik enih slik, tako zelo osebno, si se zahvalil, si pohvalil njo, omenil si ta good vibe. Ja, jaz sem šla malo pogledat, ja, res. Res. Ampak ravno to, kar si zdajle govoril, se mi je, takoj sem povezala s to objavo, ker si nekako ravno to, queen, na samem procesu treninga oziroma na sami športni sceni in hkrati tudi izven tega. Ne? In se mi zdi, da se je v tisti objavi, ki je bila sicer v angleščini napisana, vse to poznalo in bom rekla, energija se zelo dobro čuti, ne, med vama dvema. Zdaj pri Ilki jaz ne vem, kako je, zimski šport je čist neko drugega smučanja, tudi Ilka ni v tej sezoni recimo bila top, kar par stvari se je spet zgodilo vmes, pa ne bi želela iti v podrobnosti, ampak vseeno, malo me mogoče zanima še ta tvoj pogled na športno zvezdništvo, oziroma na krizni PR mogoče v eni smeri, ker ni vedno vse super. Ne? V športu so tudi porazi, so padci, so neuspešne sezone. To zelo čustveno doživljaš, ko je treba delati, ali ti tukaj čustva lahko izklopiš? To bo Tamara povedala. Raj ne bi, ne? Mislim, jaz zelo čustveno doživljam stvari, včasih preveč, pa se pol seveda ne takoj kličem, to je bilo pa res slabo, ne? Ampak počakaš na nek primeren trenutek, ko se o tem tudi športnikom pogovoriš. Če pa si tam na licu mesta, pa itak probaš ohraniti neko mirno glavo, vidiš, kako športnik razmišlja, si tam v bistvu zanj oziroma zanjo, karkoli rabi, da v bistvu priskočiš na pomoč, oziroma si nočem reči glas razuma, ampak neka tretja stran, ki ni nujno povezan, ker trener je vsak dan povezan s tem športnikom. Ne? Športnik vsak dan živi to. Ne? Vsi ostali pa v bistvu imamo neko zunanjo perspektivo, pa stvar vidimo lahko na nek drugačen način, kar pri reševanju nekih izzivov včasih pride zelo prav. Kar se tiče kriznih situacij, je teh veliko. Jaz mislim, da smo PR-ovci, agenti, fizioterapeuti, tudi velikrat malo psihologi. Treba se zavedati, da so ekipe, predvsem v individualnih športih, ponavadi dost mehne in to so, kar tudi, ne vem, Ilka, Janja, tudi Toni, vsi, mislim, da vsak športnik to poudarja, da oni ne bodo delali s človekom, ki mu ne zaupajo. Ne? Se pravi, in ta krog je ponavadi zelo ozek in če ima športnik te ljudi zraven, mu to veliko pomeni. Ne? In pol so tudi krizne situacije lažje rešljive, zaradi tega, ker smo mi v bistvu na nek način naprej pripravljeni na scenarije, če se zgodi scenarij 1, 2, 3, 4. Se pa vedno zgodijo tudi presenečenja, ne? In takrat treba hitro reagirati. Zdaj, če to pomeni reagirati v smislu, da se oglasimo, ali pa reagirati v smislu, da ne rečemo nič, je pač stvar odločitve glede na dano situacijo. Prej si omenil zaupanje, ki je seveda temelj vsakega odnosa. Tamaro si omenil, tisti, ki naj jo zdaj gledajo in poslušajo, seveda ne vidijo, ampak je tole v istem prostoru z nama. Koliko je tebi v življenju že od nekdaj, ko si bil igralec, pa potem, ko si začel delati neko to svojo kariero in se, bom rekla, prelevil v res uspešnega komentatorja in PR-ovca, pomembno ravno to zaupanje in pa podpora najbližjih. Ker tvoje delo je praktično 24/7.
prepričana sem, da tudi, ko greš na dopust, ne odklopiš. Mislim, ful je pomembno. Ne? Za vsakega človeka mislim, da je pomembno zaupanje. A ni? Če ne zaupaš ljudem, ki so ti blizu. Jaz bi rekel, da je skoraj definicija, kaj je skupno ljudem, ki so ti najbližje, to, da jim lahko zaupaš. Zdaj, ali je to en človek, ali jih je 10, pač je odvisno od vsakega posameznika, ampak to je nekako poanta vsega skupaj. Pri meni je definitivno to bolj kot ne služba 24/7 oziroma 24/7. To je narava dela na nek način. Je zelo dinamično, nepredvidljive ure so, prej so govorili o kriznih situacijah, to se ponovadi zgodi, ne vem, zdaj, če gledamo standardni delovnik v petek ob 4 popoldne, ne. Tekme se dogajajo čez vikend, predvsem te ligaške, ne. NBA se dogaja po noči, kar tudi malo vpliva na dnevni ritem, tako da velikega prilagajanja je potrebnega in razumevanja, za kar sem ful hvaležen. Kaj ti je še drugače pomembno v življenju, poleg tega, kar si zdaj povedal? Recimo, ko gledaš na odnose z ljudmi in na kakovost življenja. Spanec ne boš zdaj dal na prvo mesto, ker vem, da ga imaš premalo. Po mnenju mnogih bi mogel omeniti spanec, pa se tudi to mora priti na vrsto, ne? Ker če ne prej telo na nek način sporoči, da to pa zdaj več ni okej in pol je malo reseta se zgodi. Kaj mi je pomembno? Pač meni je ključna stvar je, s kakimi ljudmi sem obdan in da so to ljudje, spet se vračamo k temu, ki jim lahko zaupaš. Ljudje, ki ti v bistvu tudi dovolijo, da pač si to, kar si, ki so te pripravljeni podpirati, ki razumejo, kaj tebi neke stvari pomenijo, pa so pripravljeni to sprejeti. Po drugi strani seveda tudi moram ja na drugi strani razumeti, kaj je tem ljudem pomembno, pa sprejeti to in oziroma podpirati to. Tako da bi rekel, te odnosi, človeški odnosi so mi ključnega pomena. Ne? Če tega jaz si ne predstavljam, da bi na primer živel v izolaciji, da je bil sam. Včasih ful paše. Paše samota, ja. Ja, ampak bi po moje znoro v roku enega dneva bi že iskal, kaj je zdaj, ne? S kom, ali bi se s kom dobil, ali ne. In to pride ne vem, po nekem času en frej dan, ko sem mogoče celo sam doma in se rečem, da sem pa delal nič, ne, ampak po kosilu je že akcija. Bi kdo šel, ne vem, na kavo, gremo skupaj na kosilo, a se dobimo in tak dalje. Ne. To je ključna stvar, ne. In vse to, kar spada zraven tega, ne, zaupanje, ljubezen, naklonjenost, pač, da je life lep, ne. In zdaj vsak si ga mora narediti takega, da bo krojen po njegovem okusu, ne. Prej si omenil, da še vedno gojiš stike oziroma ohranjaš stike, ne samo stike, v bistvu ste zelo dobri prijatelji z nekdanjimi soigralci, z Belo krajino ohranjaš stike. Bi te pa mogoče res vprašala, tle imam en citat napisan, ko si iz Bele krajine, imaš v sebi nekaj posebnega. Trmo, toplino in samoironijo. A je bil to res en tvoj citat? To je enkrat rekel v enem intervjuju, se kaj spomniš? Tega se pa ne spomnim. Verjetno si dal že tudi več intervjujev. Jaz veliko stvari rečem, pa se mogoče malo nemogoče spomniti vsega. Seveda, ker je bilo že veliko pa ne vem, jaz mislim, da Belokranjci smo super ljudje, ne? Kar najverjetneje čisto vsak reče nekaj takega. Pa tudi, koliko se pogovarjam z ostalimi ljudmi, noben nima, oziroma redki so, ki bi prišli iz Bele krajine, pa niso Belokranjci, da bi rekli, to je bilo pa grozno. Mislim, da je toliko lepo, toliko enega miru imaš, toliko enega, ne vem, tudi spet, kot če smo pri ljudeh, toliko ene prijaznosti, vljudnosti, dobrodošlosti je tam, da je zelo težko se ne imeti fajn. Koliko Bele krajine je še vedno v tebi? Jaz bi rekel, da ful. Glede na to, da sem tam odraščal ker nisem šel v Ljubljano, to se pravi do 19. leta, jaz bi rekel, da to so stvari, ki nikoli ne grejo ven. Dobar, na glasa nimaš več. Dobro, lahko spremenimo. To se mi je zdelo, sem te hotela vprašati, če potem, ko prideš domov, začneš svetlo. Ne, malo se spremeni zadeva, ne. Aha, tale spremeni, je že belokranjski. Se zadeva spremeni, oziroma, ja. Veliko tega, jaz mislim, da zavedno ostane, ne. Ta pridih kraja, oziroma regije, od koder prihajaš. Ne. V končni fazi tudi najboljši prijatelji so še vedno dol, v Beli krajini, vedno, ko
prijem domov, so stari starši, oziroma ta familija, pa prijatelji, ne, ki ne radi spuščamo prilik, da se vidimo, glede na to, da prilik ni več toliko, kot jih je bilo takrat, ko smo vsi skupaj trenirali vsak dan. Ravno zato, ker prihajaš iz manjšega okolja, dobro, zdaj je Ljubljana že vrsto let tvoje mesto, kjer bivaš, čeprav si tudi zelo veliko v tujini. Kaj bi svetoval mladim, ki prihajajo iz manjših krajev, iz takšnih okolij, ki pa želijo uspeti bodisi v medijih, bodisi v vrhunskem športu? Ker je drugače, če si odraščal v nekem manjšem kraju, kjer si imel verjetno ne samo nabor vsebin tako širok, ampak mislim, je bil bolj ozek kot v večjih mestih, ampak tudi je bil pa verjetno bolj individualni pristop. In dajmo mogoče tukaj eno zdaj potegniti, kaj bi mladim rekel, ki prihajajo iz nekih ali ruralnih okolij, manjših krajev, ne poznajo teh, bom rekla, velikih imen vrhunskega športa, pa si želijo uspeti. Jaz mislim, da je prednost. Prednosti so, če prihajaš iz manjšega kraja, večji kraj ima pa tudi svoje prednosti. Naprimer, če bi prihajal iz Ljubljane, bi najverjetneje zdaj imel svoje stanovanje tam, zdaj sem pa v najemu, ker pač ne prihajam iz Ljubljane. Ampak kjerkoli okolje ti je pač dano in v njemu odraščaš, jaz mislim, da moraš enostavno izkoristiti to, kar ti to okolje daje. Lahko se pogovarjamo, je ena šola dobra ali pa slaba, ampak na koncu so si vse šole bolj kot nepodobne. Ne? In te izkušnje, ki ti jih da, mogoče manjši kraj, to je neka povezanost z ljudmi, mogoče se tudi znajdeš v nekih okoljih drugače ali pa izkusiš stvari, ki jih nekdo, ki odrašča v velikih mestih, ne more izkusiti, jih nikoli ne, in to da sigurno neko širino. Ker na koncu pa, kar se tiče neke karierne poti, to, da ti odraščaš, ne vem, v Ljubljani ali pa v New Yorku ali pa kjerkoli, v bistvu ne pomeni nič. To je samo izhodišče, ne? In izhodišče v nekih točkah, prinaša ene prednosti, spet odvisno, o katerem področju bi se zdaj točno pogovarjala, ampak v osnovi pa, če imaš neko željo, pa če imaš dosti zagona, pa če imaš dosti energije, pa če veš, kaj hočeš delati in se v tej smeri razvijaš, slej ko prej verjamem, da prideš do položaja, ko lahko nabiraš neke izkušnje in te nekdo opazi in te pripelje tudi v, ne vem, v veliko mesto in lahko delaš to, kar želiš početi. Jaz mislim, da ne definira odraščanje v manjšem kraju tega, kar bo, dokje lahko pol nekdo preleze, ne. Po drugi strani danes živimo v svetu, kjer je za največje podjetje na svetu možno delati od koderkoli, ne. In zakaj ne? To so super službe, še vedno živiš v domačem okolju. Jaz mislim, da s Tamaro se večkrat pogovarjava, da če ne bi imela službe take, kot jo imava, nimava nič proti temu, da bi živela bodisi pri njej na Primorskem doma ali pa v Črnomlju, ne. To je sicer teže, če moraš ob 3 zjutraj komentirati, ne, in pač tu so te neke odvisno spet od službe oziroma od tega, s čimer se ukvarjaš, ampak če se čisto izhodišču vrnem, jaz mislim, da iz vsakega, ne glede na to, kje odraščaš, je treba izkoristiti te priložnosti, tudi če je kdaj težko, oziroma se zdi težje, kot pa nekomu, ki je iz večjega mesta, to ti da eno izkušnjo, ki jo slej ko prej na dolgi rok lahko izkoristiš, pa v bistvu gre tebi v prid, ne pa nekomu, ki je iz Ljubljane, iz Maribora ali pa ne vem. Zdaj si glih omenil to, ne? Če bi bil v Črnomlju, pa bi mogel iti komentirati nočno tekmo v Ljubljano, bi ti to vzelo določen čas, ampak ti greš ponavadi, preden greš nočne tekme, ne, se bova zdaj vrnila k tvojemu komentiranju tekem, zvečer greš prej spat, ne, verjetno, glede na to, da so ure takšne, da mi, navadni smrtniki, takrat spimo, nekateri gledajo tekme v živo, poznam jih kar neki, ki se ne pustijo motati, pa grejo potem kasneje spat, ali pa pač spijo manj. Teže bi prišel recimo iz Črnomlja do Ljubljane, ker kaj bi se zgodilo, kot če se ne motim, se ti je že kdaj, boš povedal zdaj, da si zamudil na komentiranju tekme, zgodi, ne? Ker greš prej spat, ne? Jaz bi se rekel, da je grem prej spat. Jaz drugačne ne morem, ker pa ni problem, naprimer, če je tekma ob 2, pol 3 ali pa ob 1 sploh, ni problem zdržati do 1. Pa pol oddelati. Ampak problem ni ob 1, problem je ob 3, ko je, ne vem, drugi polčas, pa zadnja četrtina v komentiranci, pa taka kriza, da
da je kar grozno, da bi rabo en mrzo tuš. Tako da rad grem, če je le možno prej spat, vsaka ura pride prav in pol po tekmi spet malo poštukat, ne. Kar še enkrat ne priporočam. Ampak ja, jaz ne vem, jaz sem veliko bilo teh pogovorov, ne, koliko časa še, pa je to v redu ali ni v redu. Odgovor je, da ni v redu. Ampak po drugi strani meni je to tako veselje, jaz se nikoli ne zbudim. Ne pravim, da je vedno enostavno, težko se je vstati, oziroma težko se je zbuditi, ampak ni pa težko iti delati to, kar grem delati. In meni je vedno užitek. Tudi če to ni zdaj Dončić ali pa Dragić, tudi če je ena random, naključna tekma, meni je to kul. Super mi je, nikdar mi še ni zmanjkalo energije za to in to me nekako, ne vem, kako bi rekel, izpolnjuje oziroma mi daje toliko enega veselja pa zadovoljstva, da tudi ni problem se po noči vstati. Kjer je bila pa tvoja prva tekma, ki si jo komentiral? To Kako je bilo? Moja prva tekma je bil fuzbal. Aha. Crystal Palace Middlesbrough, angleška liga. Kar se pa košarke tiče, je bila pa to italijanska liga. Brindisi Reggio Emilia, mislim, da. Okay. Ampak to pa ne bom dal roke v ogenj, če je čist pravi podatek. Mislim, da je bilo to. No, zdaj se pa vrnemo na te čiste začetke. Nogomet komentirati, košarko komentirati, kako se pripraviš na to, kako s tem začneš? Ok, ja, razumem, vaje je zagotovo veliko potrebne, pa priprava je pomembna in ključnega pomena. Ampak zdaj, da ti dajo, ne vem, za komentirati nekaj, kar ti ne poznaš tako dobro, ne poznaš mogoče glih ekipe, igralcev, ne spremljaš tega na dnevni ravni. Si takrat, ko si dobil to tekmo za komentirati nogometno, prej toliko podrobno spremljal točno ta nogomet, točno ti dve ekipi? Zdaj sem se že bal, da je to uvod v to, da bom zdaj mogel neke konjske dirke komentirati. Upam, da ne. Na vsako tekmo se pripraviš. To, da jaz sem naredil po moje 5 fuzbal tekem kot komentator. Hvala Bogu, jih ne delam več. Kratka karijera nogometnega komentatorja. Ja, mislim, to je bilo zaradi tega, ker pač kot novinc, ne, na televiziji pač dobiš zadelati in vzameš to, kar pač dobiš, ne, ker nekje je treba začeti in jaz sem takrat 1 leto sem se izobraževal za to, prišel zraven, bil sprejet in pol, ko me čakaš, da boš delal, ne, takrat bi tudi hokej ali pa odbojko komentiral, ne, ampak je pa dejstvo, da smo mogli tudi jasno dati vedeti, kaj so naši prioritetni športi in pol se nekako izoblikuješ v nekoga, ne. Zdaj, če je želja, da delaš več športov, je to čist izvedljivo, ne, ni napaka, ne. Saj v končni fazi komentiranja je do neke vrste obrtniško delo, ne, in če neke osnovna pravila poznaš, seveda treba poznati pravila športa in tak naprej, lahko delaš v bistvu kjerkoli šport. Je pa pol razlika, kakva je dodana vrednost, ker če jaz verjamem, da sem jaz lahko res dober komentator, ki da neko dodano vrednost prenosu sem v primeru košarke, ker pač sem jo toliko pa toliko časa treniral, igral, jo spremljam in jo bi spremljal, ne glede na to, ali bi bil komentator ali ne. So pa tam ljudje, ki spremljajo nogomet, ki spremljajo odbojko, hokej, ameriški nogomet in pač o tem vejo veliko več. Takoj, ko vidijo situacijo na igrišču, jo prepoznajo in zakaj bi jaz komentiral nekaj, če to lahko oni počnejo veliko boljše. Kako bi že vprašanje? Koga imaš rad za komentatorja, recimo, Eva? Se greva lahko naprej, se ni problema. Tudi jaz dobivam, tako, ko mi ti vmes govoriš, dobivam ideje. Ja, jaz povedno dolgo odgovarjam, da kar pozabim, kaj je bilo vprašanje. Ne, sploh ni problema, Tilen. Res me zanima mogoče, no, ker sem tudi sama v teh vodah vrsto let bila aktivna, pa me srce še vedno žene nazaj k vedno k športnemu novinarstvu in, bom rekla, animaciji na tekmah. Kdo ti je vzornik ali pa koga si ti sam spremljal ali pa koga spremljaš zdaj še kot komentatorja, da je tebi okej, da ga imaš ti rad, da ga res rad poslušaš, ker ko si komentator, si takoj izpostavljen unim pozitivcem in unim negativcem in seveda nikoli nisi vsem všeč. Kdo je všeč tebi? Koga imaš ti res rad za komentatorja oziroma se lahko na nek način tudi zgleduješ po njem? Ja, prav res je, da nikdar ne boš vsem všeč. To je dejstvo. Pač truditi se biti vsem všeč je tudi čist brez veze. Nesmisel. Kar se tiče, nisem imel nikdar komentatorskega vzornika, ker tako sem rekel že prej, nisem nikdar sanjal o tem, da bom komentator. Jaz sem hotel biti igralec, ampak pol, ko je ta igralska kariera šla počasi cugrunt, je v bistvu se je to, kako
pa ni bilo vprašanje, zdaj moram pa najti način, kako ostati povezan z basketom, ampak se je to kot neka logično nadaljevanje pojavljalo, ker me je ta svet pritegnil, zanimal in pa sem iskal to priložnost, na koncu našel, prišel zraven in tu se je pa zadeva začela. Veliko sem poslušal Petra Vilfana, ko sem bil majhen, ker je pač on bil ki je komentiral Olimpijo, o kateri sva tudi že prej govorila, in je bil nekako ta glas, s katerim sem imel največ stika, ker je pač komentiral tekme, ki sem jih največ gledal. V tem trenutku jaz mislim, da je za košarko najboljši komentator v Sloveniji Luka Štucin. Tu jaz mislim, da njegov način je tudi meni zelo blizu. On je tudi človek, zaradi katerega sem v bistvu začel komentirati NBA, ki mi je dal to možnost po enem spletu okoliščin, nima veze. Matija Kosmač mi je zelo všeč. To sta tudi dva kolega, ki delamo skupaj podcast Dvokorak. Pa ne, da to zdaj govorim zaradi tega, ker sta kolega, lahko omenim tudi naprimer med nogometnimi komentatorji, mislim, da Tine Zupan je absolutno na prvem mestu trenutno v Sloveniji in za moje pojme seveda. To je, komentiranje je kot ena slika, midva zdaj vidva sliko, tebi je lepa, meni ni. To je čisto subjektivna stvar, in vsak ima prav. In tudi komentator je lahko enemu dober, enemu je slab, noben se ne moti, pač to je to, lahko zaključimo debato. Ampak on je po slogu dober, po poznavanju materije, po spremljanju igre, prepoznavanju znotraj igre, pa pol neki dostavi to gledalcu, mi je on tudi zelo všeč. No, zdaj pa bova šla tudi še na tiste vroče tematike, na vroče zadeve, na vse tisto, kar je res trenutno v Sloveniji zelo, zelo aktualno in tudi tebi pravzaprav življenje kroji v veliki meri vsakodnevno. Lani si bil v Dallasu, spremljal si finale lige NBA, imel si ekskluzivni intervju z našim superzvezdnikom Luko Dončićem. Letošnja sezona, polna enih preobratov, verjetno boš tudi sam rekel, čist drugačna od lanske. Kaj bi mogoče najprej izpostavil v tem trenutku? Ja. 36 minut so rabila, da je prvič bil omenjen. To je po mojem rekord. Kaj bi izpostavil iz letošnje sezone? Je bilo to vprašanje? Ja. Ja, trade, oziroma menjavo Lukata, to je stvar, ki je, mislim, da definirala celo sezono v ligi NBA, pa ne sem za Lukata, pa Lakerse oziroma Dallas, ampak skoraj za celo ligo. To je sezona, po kateri se bomo spomnili, oziroma to je poteza, po kateri se bomo zapomnili to sezono, ki je v bistvu na novo definirala neka razmerja moči, tudi naredila ligo veliko bolj zanimivo. To so bile najbolj gledane tekme, spravi med Lakersi in Dallasom. Veliko novega je to prineslo, selitev v mesto, kot je LA, je pač greš na en drugačen nivo. To je, kaj da bi, ne vem, iz Krke šel v Real Madrid mogoče, če je taka primerjava. Pač to je dejstvo. Tudi letos smo imeli na Areni Sport to srečo, da smo šli lahko v LA za 10 dni, tam naredili 4 tekme, videli od blizu, kaj pomeni igrati v LA-ju in to je čist druga dimenzija. Tako da ja, to je definitivno stvar, po kateri si bomo najbolj zapomnili. Glej, ki si prej omenil, jaz namenoma nisem šla takoj na to, kako boš ti komentiral vse te zadeve, čeprav vemo, da je Luka Dončić ime, ki vleče, da je Luka Dončić trenutno res številka 1, kar se tiče in družbenih omrežij in medijske gonje in vsega tega. Ampak po drugi strani, tale podcast delamo tudi zato, da predstavljamo naše ljudi, da se pogovarjamo o tem, kako ti gledaš na sebe, na svoje življenje, na svoje delo, da mogoče daš tudi našim gledalcem, ker bilo bi mogoče po eni strani, ja, verjamem, da bi že prvo vprašanje lahko to dala. In ja, sem ga imela v mislih, absolutno. Si ti Sanja Bečirovića pa številko 7 omenil. Se zanalašč. Vem, da oba veva, da je šlo za 7-7, ampak želja je v bistvu, da nam zdaj pa mogoče v preostanku tega podcasta res mogoče pokažeš tisto, kar si ti najbolj doživel tako v tem smislu, kaj je bilo drugače v LA-ju. Šel si v LA, doživel si, bil si cel teden tam, 4 tekme, če se ne motim, so bile v teh 7 dneh. Verjamem, da je bilo naporno, ampak imel si tudi čas za ogled mesta, za doživeti ta utrip in predvsem
Pa ne mi zdaj reči, da je bilo nekaj posebnega, ker to že vsi vemo, da je bilo nekaj posebnega. Bilo je predvsem verjetno zate tudi še bolj čustveno, še bolj doživeto vse skupaj, kot je bil to Dallas. Ja, pa ne. Ja, zato ker je to povsem drugačno mesto, kot je Dallas. LA je ogromen, LA je zelo nizek, ampak zelo razpotegnjen. In tam peš, pozabi. Sem avto in 1 ura vožnje je v bistvu prednaložena stvar. Ne? Se sploh ne razmišlja nič drugega. Medtem ko Dallas je veliko manjše mesto, downtown manjši, bolj tak, ko bi rekel, zgoščen. Če smo čisto pošteni, tudi malo veliko bolj brezvezen. Lažje ti je tam dolg čas. Po drugi strani pa ima tudi neke prednosti manjšega mesta. Ne? LA je res ogromen, tu se pozna to zvezdništvo, Hollywood, Beverly Hills, Santa Monica, Venice Beach in tako dalje. Ogromno stvari, ki jih že iz filmov poznamo, ne? In seveda to hočeš iti pogledati, ta napis Hollywood, ga videti. Mi smo imeli to srečo, da v bistvu da je z vsemi temi kraji tesno povezana tudi košarka. Naprimer na Venice Beachu so najbolj znana košarkarska igrišča zunaj v LA-ju, kar smo seveda šli pogledati, se tam z ljudmi, ki igrajo, pogovarjali, kaj mislijo o tej menjavi, kaj mislijo o Lukatu in tako naprej. In v bistvu, kar smo mi mogli narediti za naš program na areni, nas je pripeljalo že na večino teh točk. Tako da iz tega vidika je bila krasna izkušnja. Kaj pa z vidika novinarja in komentatorja, da je še to malo tale utrip, recimo sam kriptoarena, bom rekla tudi ta mašinerija PR-ovska, verjetno, ko dela pri Lakersih, je to še večje kot pri Dallasu. Ja. Kako si se počutil v tej vlogi, da šel si v bistvu komentirati, verjetno si tudi želel imeti intervju z Luko, pa so verjetno stvari čisto drugače zastavljene. Ja, ampak to niti ni toliko odvisno od ekipe, to je bolj odvisno od njegove individualne ekipe, s čimer se lahko poistovetim, ker pač je to moja primarna služba, pa lahko razumem neke okvirje, znotraj katerih se dela. On ima svojo agentko, ki pač skrbi za te zadeve, tako da v bistvu, kar se tega tiče, se pogovarjaš z njo, niti ne s klubom. Klub se bolj kot ne sem obvesti, če do dogovora pride ali ne. Navezal bi se še na prejšnje vprašanje, zakaj sem rekel ja in ne. Dallas je bila zelo posebna izkušnja, ker je bila to moja prva izkušnja v ZDA in na NBA-ju in hkrati je bil to finale lige, v katerem je bil Slovenc v taki vlogi kot Luka. In to je zelo težko ponoviti. Oziroma nemogoče je ponoviti, ker to je bilo prvič in nikoli več ne bo prvič. Vse je novo, vse spoznavaš na novo in je to v bistvu adrenalina ogromno. Zdaj v LA-ju je bil pa druge vrste adrenalin, vseeno je bil to redni del sezone, ni tu pritiska, tudi, bom rekel, ni toliko medijev, ampak se pa vidi razlika, kaj pomeni igrati v Los Angelesu, ker je bilo medijev v bistvu ogromno in v Dallasu jih je bilo toliko, ker je bilo to finale lige in so bili vsi mediji iz cele države tam. In že se je videla razlika med tretjo tekmo, ko je Dallas prva domača za Dallas, takrat so oni prišli v Dallas po zaostanku 2-0, ogromno ljudi. Ko so oni izgubili tretjo tekmo, za četrto tekmo pol manj medijev. V LA-ju, če igraš proti zadnji ekipi lige ali pa prvi ekipi lige, bodo tam glavni nacionalni ameriški mediji prisotni in LA je kraj, kjer se ti v športnem smislu, če igraš za Lakers, ne moreš skriti. To vidimo tudi danes. Oni ne igrajo že 10 dni končnice, drugi klubi so zdaj aktualni, ampak neka javna debata pa redno vsebuje Lakerse, Lukata, Lebrona in tako naprej. In to je čisto drugačna zver, čisto drugačne okoliščine, v katerih se bo tudi on pač mogel znajti. Tudi on je rekel po izpadu, da je bil mentalno izmučen, kar je razumljivo, oziroma rekel, ni presenetljivo. Po drugi strani je pa to nova realnost, na katero se treba čim prej navaditi, ker se ne bo nehala. To je pač tam standard in to je to. Dej povej, zdaj Lakersi so izpadli, komu ti pripisuješ največ možnosti za letošnji naslov? Kdo je tvoj favorit? Glede na to, da je Boston malo v težavah v tem trenutku, ko to snemava,
Jaz sem napovedal, pa ne vem, če kdaj javno, ampak tako, Boston, Oklahoma se zdi najbolj realno finale, pri čemer si z nekih osebnih preferenc bi želel, da Denver napreduje proti Oklahomi. Pa tudi po mojem imajo neke možnosti, v končni fazi Vlatko Čančar igra za Denver, kar je tudi za slovenski basket dobro, čeprav ne dobiva veliko priložnosti, nažalost. Ampak ja, po mojem Oklahoma je iz zahoda trenutno najboljša ekipa na vzhodu, pa zelo pestra situacija, ne? V težavah Cleveland pa Boston, ne bi pa niti enega, niti drugega v teh serijah še odpisal. Jaz mislim, da imajo oboje še kar neke možnosti, da napredujejo. Ne. Sem se pa spomnil, naprimer, preko so govorili o LA-ju in Dallasu, ne, čisto drugačna situacija, že s pravili, ki jih oni imajo, ne, ko prideš v Los Angelesu, v slačilnico, je tam nekdo, ki reče, ta in ta je na voljo, ne, in pol je ta pa ta na voljo. Ne. V Dallasu je bilo to, pejte noter, zberite si človeka, s katerim hočete govoriti in ga vprašajte, če bi govoril. Ne. Tu so pa zelo jasna pravila, pa nasploh Liga NBA skrbi, da so pravila zelo jasna. Ne. In kar je tudi ena stvar, ki jaz občudujem v Ameriki in sistemu, ki ga imajo, pa včasih to pogrešam tudi v Sloveniji, to razumevanje do športnika, pa nekih limitov, ki jih športnik vseeno si zasluži, po mojem mnenju, se veliko bolj to spoštuje v Združenih državah Amerike, kot pri nas. Ne. Tam si ti lahko v istem prostoru za novinarji, ampak se vsi novinarji zavedajo, da to zdaj ni uraden prostor za debato in to, kar se tukaj pogovarjamo, govorimo, pač to ne gre nikamor. Ne. Ko se pa damo pa jasno, je pa termin od 1 do 2, je pa to uraden termin za medije in vse, kar pa takrat rečeš, pa lahko se uporabi. Ne. Pri nas je pa, se mi zdi, da imamo tak nek vsi so naši, ne, in vsi imamo pravico skozi do njih. Ne, kar se je sicer že v zadnjih letih veliko popravilo, ker imamo tudi toliko izredno dobrih športnikov, ki so v bistvu največje zvezde svojega športa na globalni ravni, in se to na tak in drugačen način spreminja, pa začenjamo vsi tudi razumevati te omejitve, ki pa morajo obstajati. Ne? Ker jaz velikokrat dam primer, kako včasih je težko razumeti, ko športnik reče, ali pa mi v imenu športnika rečemo, zavrnemo prošnjo za intervju ali pa prošnjo za obisk nečesa. Ne? Ampak treba se zavedati, da športnik je vseeno, njegova poglavitna naloga je treniranje in igranje, tekmovanje. In zdaj, včasih je res to sem en selfie, ampak to je en selfie zame, ki ga prosim, ne? Za njega je pa to 500 selfijev. Ne? In valjda ni več isti nasmešek, ki je bil za prvi selfie. Ne? Če si mi predstavljamo, ali pa vsak, ki mogoče to posluša, če ti zdaj rečejo, da moraš vsak dan se slikati, ko greš v trgovino po kruh. Ni primera, da te ne bi nekdo ogovoril. In do vsakega moraš biti vljuden. Če ne boš dal podpisati, bodo zamerili. Če ne boš dal slikati, bodo zamerili. Vsak intervju se moraš odzvati, vedno moraš paziti, kaj boš rekel, vedno moraš paziti, kje boš in kaj boš naredil. To niso enostavni pogoji za življenje. Ne? Oni se ne morejo skriti. In tu je, mislim, da imamo še skozi prostora za nek napredek v razumevanju tega, ne? Ker velikokrat se dogaja, da pač sej to so, te so pa ja naši. Ne? In valjda, da boš, kako se ne boš zdaj slikal z mano. Ne? Ja, ne vem. Robbie Williams je krasen post napisal na Instagramu, ki glih to naslavlja, pa če boš imela čas si pet pogledati, ker se malo razpisal, pa bi ga, mislim, da večina športnikov kar takoj podpisala. No, super. Predvidevam, da na brniškem letališču nisi bil takrat, ko je letalo tisto ekskluzivno pristalo z Luko? Ne. Ne? Ne. V Tivoliju, kjer je pa bil na tekmi med Ilirijo pa Bosno, sta pa verjetno spregovorila par besed? Zelo na kratko. Zelo na kratko. Bolj kot ne sem zdrav, živijo in kako si v redu čal. Ja, zato, ker se mi zdi, ravno te fotografije so prišle, ne, da tisti, ki so šli mimo njega, on je dal vsem roko, on se je s parimi mladimi upi fotografiral. Skratka, ni nedostopen, ne, daleč od tega, da bi bil nedostopen. Me pa zanima še to, kdaj, po tvojem mnenju, bi Luka lahko osvojil šampionski prsten? Daj malo vizionarski vodi, kako si upaš napovedati, kaj bi si želel mogoče, ali pa tako, če pogledava malo v prihodnost. Mislim, Luka po nekih normalnih standardih v Ligi NBA, on zdaj prihaja v, temu rečemo, prime. Se pravi, v najboljša košarkarska leta. Ne?
To je teorija. Ne? Se pravi, LeBron James je začel osvajati naslove, ko je bil star 26-27. Ne? Michael Jordan je začel osvajati naslove, ko je bil toliko star. Ne? Redki so, ki jim to uspe prej. Ne? Tudi neka taka nepisano pravilo je, da v prvih 4-5 letih je zelo težko osvojiti naslov. Ne? Povezano je tudi z ekipo, v katero prideš. Ko govorimo o ljudeh, ki so superzvezdniki in najboljši igralci v ekipi. Zdaj, Luka je star 26 let, on je zdaj odigral 7. sezono v ligi, se pravi, vsi ti neki pogoji za neko odraslost oziroma popolno razumevanje situacije in kako liga poteka ima. Treba pa vedeti, da Luka je drugačen od ostalih tudi zaradi tega, koliko časa on že igra profesionalno košarko. Njegova profesionalna kariera traja v bistvu 10 let, mogoče celo 11 let. Ne? On je začel pri Realu pri 16 letih v članski ekipi in od takrat naprej je šlo sem navzgor. In če to preslikamo na Američane ali pa tiste, ki pridejo iz koledža, iz univerze, oni začnejo NBA kariero pri 20 letih, se pravi 10 let, 11, so stari 31. Ne? Luka je pa po 11 letih profesionalne kariere star 26. Ampak to terja ogromen davek. Ne? In on je v bistvu starejši v košarkarskih letih, ko pa je v resnici. In zakaj to govorim? Predvsem zato, ker se mi zdi, da bo mogoče celo njegov čas prej potekel, kot pa marsikoga drugega. Ne? Ker ima že v bistvu, on je prišel v ligo NBA na podlagi 3 sezon, v katerih je osvojil čisto vse, kar se je dalo. Slovenska reprezentanca je bil evropski prvak, z Realom je bil prvak v Euroligi, bil je MVP Eurolige, bil je MVP španskega prvenstva, bil je špansko prvenstvo, se pravi vse. On je bil glavni igralec ene največjih ekip v Evropi. To niso enostavna bremena. Ne? In jaz mislim, da Lakersi so pod velikim pritiskom, da čim prej okrog njega sestavijo ekipo, ki bo realno konkurirala za osvojitev naslova. Ne nazadnje tudi to, da je LeBron star 40 let, ne pomaga pri tem, da se ima mudi. In jaz bi rekel, da bo Luka prvak v naslednjih 2 letih. Podpišemo, po moje, vsi oboževalci košarke. Deva na koncu še nekaj hitrih, kratkih vprašanj, ti mi pa daš odgovore, lahko seveda podkrepiš z enim stavkom zraven. Prej si že omenil, ampak vseeno te bom še enkrat vprašala. Krka ali Olimpija? Olimpija. Slovenija ali Amerika? Slovenija. Bela krajina oziroma Črnomelj ali Ljubljana? Ja, po srcu Črnomelj, zaradi delovnih okoliščin pa Ljubljana. Ki je krasno mesto in nimam nobene težave tam živeti. Luka Dončić, Goran Dragić? Goran Dragić. Luka Dončić, LeBron James? V kakem smislu? LeBron James. Ok, bo dovolj. Mi enega mi dej, da bom rekel Luka. No? Sej smo o Luki že veliko dobrega povedala, ampak ajde, ti pustim za zaključek tega podcasta. Povej nam nekaj, kar bi sam resnično povedal o Luki, kolikor si ga uspel osebno spoznati. Kakor vidiš njegovo, bom rekla, igro, njegove karakteristike, njega kot takšnega, ker vendarle je preprost fant. In to kaže, je dober človek, ima neke, bom rekla, res tiste vrednote, ki jih v Sloveniji tudi še znamo ceniti. Kljub temu, da je super megazvezdnik. Definitivno. Luka je dober človek. Tako jaz bi rekel, da to je ena taka značilnost slovenskih superzvezdnikov. Če pogledamo Janjo, če pogledamo Pogačarja, če pogledamo Luko, lahko gremo tudi na Rogliča, na Ilko, na Tino Maze, na kogarkoli. Janjo, da je ne pozabiš. Mislim, da sem celo prva omenil. Okay. Če nisem pa, sorry. Imajo predvsem so ljudje v prvi vrsti, ne, in dobro razumejo tudi običajne ljudi, nas, ker smo pač fani in se hočemo slikati in tak naprej. Ne. Tega to je tudi Lukatova kvaliteta, tudi on veliko dela z mladimi, zdaj je ustanovil svojo fundacijo, ki pač se trudi, da bi, kar mislim, da je zelo dobro poslanstvo, da bi otroci, da jih ne bi gnali prehitro v profesionalen šport, ampak da bi oni znali čim dlje uživati. In to se začne pri trenerjih in on hoče to spodbujati, kar je super. Zdaj, jaz Luka ne poznam osebno. Jaz sem z njim delal v intervju, dajmo reči, da se na videz mogoče poznava, ampak je pa res, da sem pa odkomentiral ogromno njegovih tekem, v bistvu od začetka njegove kariere do danes.
on je takega, mislim, da ne bo več nikoli, kaj je on. Njegov košarkarski talent je najbolj nesporna stvar, o kateri se danes lahko pogovarjava, in mislim, da tudi ni človeka, ki bi temu lahko kakorkoli nasprotoval. On je košarkarski genij. Vse primerjave z Draženom Petrovićem, na primer, so absolutno na mestu. Luka je najverjetneje že zdaj, pa na koncu kariere sigurno bo daleč najboljši slovenski košarkar, če ne Evropejc v ligi NBA. Jaz bi rekel, da gremo lahko tudi tako daleč, da Luka, če bo fizično pripravljen in če bo začel osvajati naslove, če bo dobil spet ta, mogoče v zadnjem obdobju malo pogrešan ta nasmešek na njegovem obrazu, v njegovi igri. To je človek, ki ima potencial, da se o njemu pogovarjamo kot o Michaelu Jordanu. In pač to niso majhne stvari. To se zgodi enkrat v generaciji, mogoče enkrat v zgodovini človeštva. In to je nek unikum, v katerem treba samo uživati. Pa ne preveč razmišljati, kaj bo, kdaj bo, čeprav seveda je to naše delo v končni fazi, da se s tem ukvarjamo, ampak on mora samo uživati v tem, kar počne, uživati v basketu, proba čim bolj pozabiti na pritisk, biti fizično boljše pripravljen, kot pa je bil zdaj, in poskrbeti najprej zase, ker pa se tudi to veselje vrne. Ne? In ko on igra z nasmeškom na obrazu, ko je v nogah dosti dinamita, to so take smešnice na igrišču, ki jih noben drug ne more početi, tudi en Nikola Jokić ne, ker je vseeno Luka bolj branilc, in ga res čudovito gledati, in v tem treba samo uživati. Tako dobro si tole zdaj povedal v takem optimističnem, energičnem duhu. Nisva se sicer dotaknila, kaj bo z reprezentanco, ker tudi ni še dokončno v tem trenutku, pa vendar jaz sem optimistka, mislim, da si ti tudi po naravi sva oba taka. Jaz ti bom rekla res hvala ti za vse to, kar si delil z nami. Vem, da lahko bi še govorila, ampak ja, vedno se nekje čas ustavi oziroma se morava ustaviti midva. Hvala ti, ker si prišel, ker si vzel čas. Želim ti, da bi bilo čim manj napornih noči, ali pa bom rekla ne čim manj napornih, čim več zabavnih noči, v tem smislu, da ko boš delal svoje delo, ki ga opravljaš s srcem, da te bo to res navduševalo še naprej, hkrati, da boš imel pa tudi vedno dovolj energije, tudi za tisto, kar ni vezano na tvoje delo. Hvala za povabilo, mi je bilo veselje. Hvala tudi vam, ki ste nas spremljali in spremljajte podcast Dolenjskega lista še naprej.